Kaj pa ti s tem nožem? Kje so že te kakice? To je kaj šusega, leti ka bek. Živ! Daj bojo kakice. Daj pa voda kakice. Ja ne vem, kdaj bojo kakice, ti veš? Pa me ne gledate, jaz prvič gojim koruzo. Ste videli smetov? Ja saj vsi trije v prvo gojimo tele kakice, kaj pa veš? A nisi ti bolj ta študent majster s tole tablo pa s tele? Gledajte, lej, koruza je koruza. Ja se pojmo nad pogled, no. Ok, imaš prav. Poglejmo, če je dosti Ne, dela. jaz sem kaj v teh patikah not hodil, včeraj je bil dež, to je No daj nima. na seri, bajš not. Tudi fin, imaš šla pa sama, no počakaj. Dobro, jaz sklep počakal. No daj, da vidimo, kaj se dogaja. No da vidva, ajde. To bo slab kaže, po moje še. Tu smo, ja, res gleda še nekam bolj mlečen tole vse skup. Kaj misliš? Ja ne vem, kako pa, ne vem. Drugače imam mlečne to, ampak jaz nisem za to pameten, brnes to fotra doma gleda. Ja, pri nas pa sosed kdaj to že zažet, sam tole sigurno ni. V pričakovanju, da moja kolega kmetovalca ne boste imela dovolj znanja, sem se pozanimal pri profesionalcih. Če odtrgamo zrnjo iz koruze in vidimo, da je na vrhu že črn, to pomeni, da je nehal črpati hranilne snovi iz rastline. Torej, predvidevamo, to se zgodi pri približno 35% vlage v zrnu. Naša koruza pa ima trenutno ne 50%, tako da kakšen mesec bo še za počakati, preden bomo začeli žetvijo. Potem bi rastlino lahko pustili stati, da se koruza sama posuši, vendar v naši prečudoviti Sloveniji to ne bo tudi do januarja uspel. Tako da pri vlažnosti 25 do 30% bomo mi koruzo poželi, pa jo bomo mogli posušiti, ko bo pa vlažnost 14%, bojo pa kakice. A pa še ni kakic? Ti, kaj pa če jo spečemo, pa vidimo, a je, a ni. A če sekal? Ja. Če bomo že kakice ven doble. Ja dajmo na žar vrš, da vidimo, oziroma v ponju, ne vem, kva bomo divali. No dajmo, probaj. Je sam misliš, da to sploh kaj sekal, če je še čist mlečna, če še šprica ven. Dajmo probati. Ne, ni še. O, lega, a spet filozofiraš? Ja! Kaj bo videl? Ja, sva zdaj naštudirala, da v bistvu točno ne veva, ampak da bomo probali, če so že. Da boš probal? Pojmo peš. Ja, jih bomo spekali, lahko pa spečemo, pa če v pokev so že, če ne pa ne. Prav. Prav. A ni dobra ideja? O, edin še mlečna. Kaj, mi bomo zdaj to vsak teden šli peč, pa čakali, da bo začel pok. Ja, vse zakaj pa ne, a ni fleten, lej. Drugo zdajmo, če vam pozboj prinesmo, no. Dober, sam polka pa bo pokal, pa bo pripeljal ta velik komban, ki je velik kot moj stanovanje v blok, pa to pol ure požel na prikolico poka in smo fertik. Malo morhen. Ja, ne moramo to, imamo premalo koruze, da bi se nam splačal pucati tako velik komban. Zgova pucati. Ja, to je treba vse prepucati, če ne je zmešan na zrne od kokic z navaden zrn, ki ga še malo ostaja v kombanu. To je ni? klil. Pa še ena država je, ti zrne poglej, lej, primo roko, to so kokice, to je pa navadna koruza. In zdaj vedmo kombanem sta klasičen, mu bodo naše zrna vse zdrobljene, to nam ne cikal. Dober, ne moramo jih mešati, ne moramo jih drobiti, kaj bomo na roke pobrali, pa jih omleli, uželi. Ja, lahko jih. Imaš pa tudi mašino za to. Za užimati. Za ličkat. Lupčkat. Ličkat. A še nikoli ni slišal, kaj je ličkanje? Ne, Ne veš, kaj je ličkat? ne. Zdaj bom jaz pokazal. Kje imamo čakaj. kakšen storč? No, evo, tole je ličkalnik. Vsaj po moje, da s tem lahko reče, v glavnem je to za ličkanje koruze. Ja, ena od variant je, da se nam tako na roke matrali, da dobimo mašino, ki storže v kišo zmeče, da jo dol pobere, pa vsaka posebej na roke fletno vlupimo, pa sem na not, pa da zrne dol leti. Ja, Daj, no daj, glej. A šti vrtu? Ja, daj sem storč, ti bo od spod roke drž, da na vse po njem letel. Ja, Da boš videl, kako to deva, evo. Glej, cek, vrtiš, pa fleten se luž. Ja, če ima tole ven doblo. je to Ja. mlin. A je to mlin? Mi smo malo A je preveč to šrotar? našparali neki. A je to šrotar, Rejga? Glej, tele ima drobne, fine nastavitve. Aha, ja, v glavnem, V glavnem, zelo hit, pa zelo fajn. ja, res. najdem kaj še ga malo novega, ne, ta je malo že star. Kaj da ga bi prišli dobili. Boljše je, da jo rabimo.
V glavnem, to je ličkalnik. Nimamo še uspeha. Teče pa. No, Mi dobro, se v že saj za glavnem. pojest. A spokajo, a? Ne. Orang, Ja. veš, kaj je bilo? Ok, mrviče niso Na, zdaj. probaj, še ti. Dobro, se pravi, ej, tole, na roke gotovo našlo pa s tem ličkalnikom. Sem pa jaz slišal, da ima en oren komban, tak prav za take namene, ali pa za kakšne poskuse na inštitutu. V kaj pa se sigurno probali požeti, ali pa če žanejo okolke, vprašamo. Kdo to zrihtal? Ti, Je bilo ti, ja, kva? se ti za mašine. Si rekel, da jih boš zrihtal za tele kokice. Dobro, prav bom jaz. Je specialna kombana, to je tudi specialna cena. Ja, sem res. A sta vidva bombarjera sploh je že skrb stroške vrhu, koliko nas je koštal tale špas? Mora ta beležiti. Non-stop, toliko jih je, da je že skoraj table zmanjkalo. Ja, daj pa je pa caj, da malo pokažeš, kakšno je stanje stroškovno naše. Najboljš. Torej, začnemo lahko z gnojili. Mineralno gnojilo nas je koštalo po domače 75 evrov, za gnoj se povprečno daje na Gorenjskem 10 evrov na kubični meter, potrošili smo ga 20 kubikov, torej 200 evrov. Sam raztros znaša 60 evrov na uro, torej trosili smo 2 ure. Naj objasnim, delali smo s svojimi stroji, malo smo stroje kupovali, si sposojali, najemali, ampak stroškovno evalviramo stroške, kot da bi nekoga najeli. Se pravi, kamor je zajeta splošna amortizacija stroja, upravnika, goriva po trenutnih cenah. Zato vse cene, ki jih tukaj navedem, bom navajal, so aktualne cene stroškov po hektaru ali uri. Če nadaljujemo, oranje na Gorenjskem 100 do 110 evrov na hektar, za 80 evrov naših 0,7 hektara. Potem vrtavkanje ali frezanje 80 evrov na hektar, 60 za nas. Setev 65 na hektar z dodajanjem mineralnih gnojil, torej 50 za nas. Seme nas je prišlo 270, za najemnino za pol leta smo dali 300 evrov, na Gorenjskem se najemnine gibljajo od 400 pa naprej na hektar za celo leto. Potem pa še mulčenje 50 evrov, kopavanje približno 40 na hektar, nas je prišlo 30 evrov in skupek fanta strahotnih 1235 evrov. Bravo! A je to dobro, ali to ni? A to sploh je vstal poved kokic? Pismo, bolj ni dobro. Tole ni najboljše. Ne. Treba še požeti. A ja, pa še žetvijo bomo imeli strošek, A še gremo- še nam. Zapakirane. A gremo mi nekam še kaj drugega delati? Gremo mi kam kaj zaslužiti. Jam na šiht. Ja, najbolj. V glavnem ni še konc. Pri žetvijo imamo mi ta prvo posilirati, tisto koruzok smo jo okoli nasadili. Ja. Tako da spremljajte v naslednjem videu, bo to. Kaj pa malca? Kaj Janis, kje je lubenica? Evo, klele malce, nam je pa en fen žiga poslal, domačo lubenico. To mandivaj. Da probamo, je sočna. Je, po moje sladka. Evo, če še kdo kdaj kaj domačega poslal za malco, z veseljem. Noč na robe, bomo vse pojedla. Ja. Nom, 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 nom.